Dobrodošli nazaj v oddaji ta teden z Juretom Godlerjem, to je rubrika Vis-a-vis. Z menoj pa je danes, lahko bi našteval in našteval, pa se bom raje skoncentriral na 3 poglavitne nazive. Voditelj, model, podcaster, ne, še enega moram, in vzornik. Ne. David Uranka. Kakšna lepa napoved. A mi lahko to v režiji odrežejo? Pa mi... Sprintajo. Ne mi to sprintajo. Ja. Da ti sprintajo scenarij. Čeprav, veš, da dejansko obstajajo neki printi glasbe, Ja. kjer ti naredijo sam tam zapisa, veš, to... Krivuljo. Krivuljo, glasbeno krivuljo in to ful lepo zgleda. No, David, iskreno povedano, ponovadi imam pri intervjujih scenarij, kjer imam od prvega vprašanja do zadnjega, vključno z napovedjo in odpovedjo, res? napisano vse. Ker ne zgledaš tak, da bi se držal scenarijev. Ma ne, ker ponovadi gostov, ki jih imam, jih ne poznam. Tebe pa poznam. Res? Ja. In to si štejem v čast. Za tebe sem že nekje videl. Nekje, a ne? Nekje sem te že videl. Nekje sem te že videl. Nekje sem te videl. Ne, pa iskreno, če lahko podoživiva najino prijateljstvo, kje smo se mi nas poznali? Ne vem, jaz mislim, da na kakšni partiji golfa. Je bilo to to? Ja, mislim, saj sva se videvala na kakšnem družabnem dogodku, takrat, ko si jih ti še obiskoval, Ko sem jih še obiskoval. ko nisi bil zaprt v tisto luknjo, jamo, ali kje si zdaj. Ko so me šajtrgo vozili domov. In tako naprej. Or worse. Or worse. No, pa smo se pa spoprijateljila, Ja. podcast, pa so prišli otroci in zdaj smo tu stara ločenca. David, dajmo začeti pri začetku. Rad bi te vprašal stvari, ki jih res še ne vem o tebi. Kdaj je bila tista točka, ko si bil otrok, si se pogledal v ogledalo, si rekel, jaz sem pa lep, jaz se bom pa prodajal. Mislim, jaz bom pa vnovčil svoj izgled. Pardon, prodajal. A veš, da se mi zdi, da je prav kontra je. Jaz nikoli nisem bil preveč samozavesten človek. Tako da morda je to tista stvar, ki je ne veš o meni. S to postavo, s tem izgledom. Ja, tudi takrat se spomnim, ko sem treniral atletko, ko sem bil v najboljši formi svojega življenja, kar se izklesanosti tiče, sem se zmeraj gledal v špegel, pa sem rekel, pešuka, a bi lahko bilo kaj še boljš. Se mi zdi, da nikoli, in mi zdaj mogoče celo malo žal tega, ampak me je pa pač pripeljal do te točke, pa tudi pri treningu sem se gnal še bolj, ker če po mojem, če enkrat rečeš, to je pa to, super si, vrhunsko zgledaš, pol je že samo dobra platforma, da gre vse skupaj navzdol. Zanimivo. Ker vprašal sem to primarno zaradi tega, Ja. ker poznam veliko modelov, ampak ne veliko moških modelov. Ja. In me zanima, kako pri moškem pride ta odločitev, da reče, jaz bom pa model. To je čistko, by the way, prišlo. A je to popolnoma by the way Ne, prišlo? to je, veš, kako je bilo. A se spomniš revije Smrkla? Ja, Ena sošolka v srednji šoli, je naročen. si bil, ne? Ja. Redno bral. Redno. Pa poster s sredine si Poster. obesil v sobo. Skranči je uporabljal, ko so prišli za lase spet. A si listu že takrat Smrkljo, Že pa poslušal BBC4. Že izrazoval Že članke. ja. In celo steno polepljeno. V glavnem, ona je delala, nek fotostrip je bil noter, Okay. kjer so, se pravi, strip To je bilo takrat zelo popularno. takrat noro V popularno. mladinskih revijah. To je bilo takrat, tako kot so zdaj te slovenske TV serije. Tako. Jaz mislim, da na tem nivoju vsi so te prepoznali, ko si šel v petek zvečer ven. No, Fotostrip. Ja, fotostrip. In ona je, mislim, da celo pisala. Ona je zelo dobro pisala, odlična učenka in vse, kreativna. In je meni vedno rekla, David, da bi ti nastopil, imam eno vlogo zate v tem fotostripu. In sem bil jaz vedno, ne. In potem je en drug sošolc to vzel in sta se ona dva enkrat vmes pogovarjala in je njemu ušlo, da je dobil za to vlogo $10,000. Ampak $10,000 takrat je pomenil, da si ti cel mesec šel lahko v petek zvečer ven, pa še kakšnega prijatelja častil pijačo. Pa še za burek zjutraj ostal. Okay. In pa sem jaz rekel, hej, tega mi pa nisi povedala, ker si mi ponujala službo. In ja, sem vzel in takrat je bil fotograf Urban Modic, ki je naredil še ene par ekstra fotk in pol je Smrkla odkupila še te fotke še za neke druge rubrike. In ko je prišla naslednja kampanja, mislim, da za neko reklamo za lastne produkte, Dobro. Me je on klical. Je rekel, David, a bi ti bil za? In sem rekel, why not? In pol kar naenkrat se je nabral teh fotografij precej in sem s temi fotografijami šel na agencijo in od takrat naprej
Sem model. Ampak leta 2009 naslovnica Men's Health. Ja, To ni mala stvar. to Oprosti. sem kar vesel, da sem še ujel Men's Health v tisti fazi, ko se je to še tiskalo, ko se, no, vse so po svetu so še revije Men's Health, ampak ko je še živela tudi v Sloveniji, ker jaz sem v bistvu takrat, kot mlad fant, kot športnik, sem to revijo res bral. No? In to, da sem pol v eni fazi uspel priti na naslovko, je bil tako nek doseg. Veš, Absolutno boljši kot moj. ena mini zmaga. No, tako bom rekel. To je bilo na Moj pes. Ne. Se pravi, dobrih 15 let kasneje, se pravi, dobrih 15 let zatem, Ja. so bili tvoji največji naročniki. Naštejem Adidas, Austrian Airlines, Remington, Intersport, Kuhn, Café Meinl, Aquafresh. Kaj pa Semenarna Ljubljana? Ne še. Ne še? Ne še. Čeprav imam zelo lep vrt. Sam ga v glavnem majdal. Smo hotel reči, kaj je narobe pa s tvojim semenom. Zdaj si tako rekoč profesionalni model, zastopate kar nekaj agencij, delaš po Avstriji. Ja, zelo veliko delam v Avstriji. Kaj je razlika, bi rekel, da je Slovenija že dosegla ta oglaševalski trg na nivo avstrijskega ali še ne? Veš kaj, velikrat se mal smejimo Avstrijcem, kako kakšne reklame zapeljajo, kako so včasih mal komični pa to, ampak se mi zdi, da prvo je to, da imajo res Dunaj, ki je eno veliko mesto, taka, lahko človek že reče, evropska prestolnica, ena izmed. Ja. In to jim pelje naprej oziroma spodbuja tudi to, da oglašujejo, da so budžeti višji, da se za vsako kampanjo malo bolj pripravi, ker se mi zdi, da tukaj pri nas je vse velikrat narejen zelo na hitro. Ne vedno, da ne bom krivice komu delu, ampak velikrat. So avstrijski sendviči na snemanjih bolj založeni kot slovenski? V Avstriji ti povem eno anekdoto. Jaz nikoli nisem prav zares gledal, koliko dolgo traja snemalen dan. Se pravi, če so mene najeli, v petek snemamo, dokler se ne posname. To je ta slovenski princip. Če dobiš vmes, kot si rekel, en sendvič oziroma štručko kruha prerezano pa 2 slajsa sira noter, si že vesel. Če ti dajo zraven še vodo, že misliš, da je nekaj narobe. V glavnem pridem na snemanje v Avstrijo in meni je bilo čudno, ker so me zabukirali za polovičen delovni čas. Se pravi, za 4 ure snemanja in jaz pridem tja in mi režiser najprej ponudi kavo, greva skupaj čez scenarij, kaj bom počel, vse v redu in potem začnemo snemati, se itak oblečem, make-up, tako kot ponavadi, začnemo snemati, imamo vmes pauzo, rogljiček, kavica, spet snemamo in jaz recimo, da sem delal po tistem urniku enih 45 minut dlje, kot je bilo predviden. In jaz se peljem domov in meni zvoni telefon v avtu, na prostoročno, se javim in moja agentka: David, zakaj mi pa nisi povedal, da ste delali nadure? Pa jaz tako, prosim, pa ona pravi, ja, začel si takrat pa takrat, končal si 45 minut kasneje. To je nadura. Pa jaz pravim, ne, jaz sem prišel, smo pili kavo, vmes smo imeli pol ure pauze za rogljiček. V redu je. Pa ona pravi, no, zdaj sem se že zmenila za povišico, naslednjič je to tvoja odgovornost, da mene pokličeš. In veš, tukaj je pa razlika recimo v enem velikem mestu, kjer so stvari že utečene, recimo v Milanu to še bolj utečeno deluje. Ker je pač modeling ve, da funkcionira samo v dobri povezavi modelov, bukarjev, naročnikov, agencij in tako bo. Veš, pri nas pa recimo so bile agencije, pa so vsi modeli rekli, da ti mene rajš kar direkt poklič, da ne bo agencija dobila procenta. Ampak jaz vem zakaj. Tudi zaradi takih stvari z veseljem pustim nekaj procentov tudi agenciji. Ker pač se oni pol potrudijo zame. Tega luksuza na Balkanu še ni. Ja, pa tudi vprašanje, če bo. Pa tudi vprašanje, če bo. Potem te je pot zapeljala na TV. Kako se je začelo to? Z lotom, z vremenom? Loto. Najprej loto. Ja. Najprej loto, potem pa vreme. Najprej deteljica. Žrebanje deteljice. Deteljica. A ti je bilo kaj narodno žrebati deteljico za tako majhne zneske? Sem rekel, jaz sem vreden, da žrebam Eurojackpot, ne pa ti. Takrat še ni bilo Eurojackpota. A še ni bilo Eurojackpota. Ne, ampak mi je bilo pa, že takrat sem delal vsake toliko časa, ki je bila kakšna super loto ali pa ki je imel loto više zneske,
me je urednica potegnila, da sem v paru vodil z voditeljico Lota, da je bilo malo bolj tako slavnostno, veš, ker so, ne vem, kaj je bilo za par milijonov, a ne. Takrat se že spodob, da sva dva v studiu, pa... Katero pa si to vodil, če smem vprašati? Takrat so bile Mojca, Jerneja, Ljubica... V glavnem, lep par sta bila. Ja, vedno je bilo tako, da... Tako da tudi, če si izgubil deteljico, si rekel, vsaj nagledal sem se jih. Da so dobili nekaj. To je bilo pri Lotu, ampak pri deteljci je pa, ti pa moram reči, da to je pa ena najboljših platform za začeti na televiziji. Zato, ker vse, kar si mogel povedati, je lepo pozdravljeni v 37. krogu žrebanja deteljice, pa začnimo. In pol se je žrebal, to je tako kot tombola, veš. Ja. To je bilo, noter je bilo, mislim, da 90 žogic. Dobro. In žrebal se jih je 43. Končal se jih pa je, če je slučajno kdo imel na lističu, si imel pa 3x5 številk, če je imel vseh 15 številk žrebanih. Ampak to se je zgodilo, ne vem, dvakrat v 10 letih, ko sem jaz to delal. Tako da zelo redko se je to zgodilo in ti si potem sam govoril številka. In številka 32. In je bilo zelo dolgočasno. Če si vmes, veš, si ugotovil, danes je pa ne vem, kjer datum, 17. Si go, številka 17 kot današnji datum. To je bil highlight. To je bil highlight žrebanja. Highlight. Štet moraš znati, ne, za tak job. Ne, številke. Vse ti, ja, prepoznati številke. Prepoznati moraš številke, da ne zna to vsak. Misliš, da ne? Da ne bo prišel preveč simplificiran na svet oziroma opis tega. Zato sem na RTV-ju prej hodil pol leta na govorne vaje. Kako je bilo pa to? A se to danes 17. Se to danes še prakticira? Mislim, da ne. Ne več. Takrat je bilo pa, jaz moram povedati, da to je bilo k-faks. Čistite pešca s cestišča. Težko je pešca ščistiti z cestišča. Težko je pešca ščetko ščistiti z cestišča. Zdaj pa to trikrat na hitro reči, pa... Ne, jaz ne rabim, sem na komercialki. A ja ti... Tle, tudi če govorim, gre skozi. Tle gre vse skozi. To bomo rezali, ne? Kako je pa danes na RTV-ju? Zdaj vodiš Dobro jutro še ali ne? Ja, si prisoten? Ja, še. Dobro jutro, avtomobilnost. Avtomobilnost? Kar se pa prvega vprašanja tiče, pa dalje. Vidiš izziv v avtomobilnosti? Enkrat sem se, nekoč sva se pogovarjala v zvezi z oddajo Avtomobilnost in s tvojim udejstvovanjem tam in sem te vprašal, če bi to lahko primerjal s Top Gear in mi je bilo prav všeč, kako se nisi primerjal, ker veliko je ustvarjalcev avtomobilnih vsebin, ki hočejo biti Top Gear. Se velikrat, veš, me tudi v tujini, ko me kdaj kaj snemam, vprašam, kaj pa delaš, pa rečem, pač eno avtomobilsko oddajco imam, pa pravi, Slovenian Top Gear. Pa jaz rečem, ne, veš, mislim... To je v redu, ker tam so nasveti praktični. Veš kaj fora, Top Gear, se ti si tudi velik fan Top Geara, vem, v najboljših sezonah mislim, da je imel 1 milijon evrov oziroma funtov, vse tam, na oddajo. To kot ta teden. Točno to kot ta teden, To kot ta teden na 50 let. ja. Zato pa plačujo svojim fantom. Ja. Ker, veš, vse se, mislim, niso bog ve kaj, ampak se pa trudijo. Všeč mi je, ker je ta zavednost, da je to drugačna oddaja in se ne trudi posnemati nič. Ja. In to se vidi in to je dobro. Ja, pa se to veš, toliko samorefleksije mora pa človek imeti, ne? Ni nujno. Ti moraš, sej ne rečem, da mi kakšna stvar ni všeč, pa da bi jo želel prenesti tudi v naše okolje. Ampak veš pa, kje so tvoje meje, do kje lahko sežeš, s kom se lahko primerjaš, s kom pa pač ne moreš iti niti v bitko. Ne moreš iti niti v bitko. Kako bi primerjal Dobro jutro na Planetu, pa Dobro jutro na RTV-ju, boljš naš, ne? Ne, moj kolega Igor, jaz imam toliko enih anekdot. O njem? Ja, da imaš prekratek pogovor. Ja. Kaj sočenga? Mogoče ima podaljšala. Fajn človek. Pa bo imela še za na YouTube kasneje. Kdaj si začutil potrebo zadelati podcast? A sem mislil, da vprašaj že, kdaj si začutil potrebo? Po urinu, a že to dolgo? Ne, še. To je bilo kar nekaj časa, preden ga ima vsak državljan Republike Slovenije, ne da? Ja, podcast. Ja. Podcast. Ja, v bistvu začel se je... Avtomat. Začel se je z avtomatom. A veš kaj, jaz sem, že prej sem poslušal podcaste. Jaz moram reči, da mislim od Anžeta, Tomiča, sem preposlušal vse. Kjer ga?
Anžeta Tomiča. To je tvojega kolega. Naprej? No, v glavnem, Aparatus mrežo sem vse preposlušal, pa veliko tujih sem poslušal. In se mi je zdelo, da bi jaz imel en podcast, ki bi bil mal over-engineered. In takrat je nastal avtomat. A veš, ker avtomat ima poln nekih, sej nekomu je to všeč, nekomu ni, ful ima enih teh zvočnih efektov noter, veš. Ne vem, če kdo govori o, ne vem, Ducatiju ali pa o Tomasu ali pa o čemerkoli. Ja, da malo zvoka tega, in če govori o Formuli 1, en dirkalnik, ki preleti po štartno-ciljni ravnini, ali pa če se omeni, ne vem, Mirana Ališiča, duš, ali pa kaj podobnega. Tako da, a veš, da se malo poživi. To je ene par teh tujih podcastov, ki sem jih poslušal, pa ki jih še zdaj poslušam, so imeli to in se mi je zdelo tako zelo dobro, zato ker človeku daš tako v podzavest en mut ustvariš, a veš. Tako, ne vem, če bi zdaj jaz govoril o tem, kako pada dež ali pa kako se je neki na deževen dan zgodil, in če bi v zadnji dal ti nek efekt tega, kako te kapljice padajo, boš takoj noter bolj v zgodbo padel. No. In ja, to je bil avtomat, pol pa kar naenkrat smo midva špilala golf, kjerkoli že, iskala žogce. Podcast Gospoda z Juretom Godlerjem. In sva začela. Kakšen je Jure Godler zasebno? Jure Godler je človek presenečen. Jaz mislim, da vsakič, ko zvem kakšno novo novico, rečem, ja, kje je ta čas, ki ga on najde. Ker jaz, na zadnje, ki sem naštel, sem imel samo 24 ur v dnevu, Jure Godler jih ima pa več. Jih ima več, ja. Človek negativnih presenečen. Si tudi vplivnež, recimo temu influencer. Ja. Bi rekel, da je to kariera pri nas oziroma okolje za udejstvovanje zdravo ali nezdravo. Ker si eden redkih, se mi zdi, ki zna izredno lepo krmiliti med zasebnim življenjem in med delom tem. Ker to se mi zdi, da človeka lahko zelo hitro potegne v šrot. Veš, kaj je? Se mi zdi, da problem je velike ljudi, ki so influencerji, ker je to njihov glavni posel. Se pravi, to, da ti služiš oziroma da moraš tudi na koncu koncev preživeti družino, plačati račune, samo iz tega, kar ti prodaš na Instagramu pa na Facebooku. Ja. In takrat nimaš tega bonusa, da lahko izbereš to, kar tebi sede. Ali pa to, kar ti tako ali tako uporabljaš oziroma bi uporabljal v življenju. Zdaj jaz imam to srečo, samo tako lahko rečem, da imam še službo na televiziji, da služim denar kot model, snemam reklame in podobne stvari. In lahko, ko mi recimo neka firma ponudi eno kampanjo na Instagramu ali pa Facebooku ali pa TikToku, kjerkoli že, lahko zavrnem. Si kadarkoli propagiral izdelek, ki si se ga sramoval propagirati? Ma ne, niti ne. Ne, da bi se spomnil. Vem pa, veš, mi je pa težko, recimo, jaz nimam psa. Da bi recimo nekdo prišel s pasjimi piškoti, pa se lahko najboljši pasji piškoti na svetu, pa bi rekel, David, mi rabimo pa 3 storije, kako ti svojega psa futraš, pa bi rekel, ok, to pa ne gre z mojo filozofijo, mislim, nimam psa, ja ga pa najem. Veš, ko velikrat je kakšna mlada agencija pa reče, ja, dajmo pa to malo pofejkati. Briketi za psa, to sem jaz tudi dobil. Sam sem vse pojedel, preden sem karkoli posnel, tako da... Pa so bili dobri. Pa so odlični. Čak, pa mi pa žal, da jih bom nazaj poklical. Z repom sem migel še en teden. Lepa. Pa bolhe so šle stran, ali so ostale? Ne, bolhe so pa še zmeraj. Bolhe so pa ostale. Se boš videl po intervjuju, ko so špeli domov. Boš videl, če ne. Ok, to me je zanimalo. Zelo, zelo pošteno od tebe, da tako razmišljaš o teh stvarih. Športne kariere se še nismo nič dotaknila. Bil si reprezentant slovenske bob reprezentance. Ja, koliko let je to trajalo? Veš kaj, tako resno smo vozili 5 sezon. Dobro. 5 sezon je bilo tako ameriškega pokala, evropskega pokala, tudi svetovno prvenstvo smo peljali. Cilj je bil priti na olimpijske igre v Vancouveru. Ja, ampak nam kot, a veš, če bi imel v opisu član olimpijske reprezentance, zdaj že veš, da to nisem.
Bi s tem začel. Ni uspel, bi s tem začel. Ja. Bi te že napovedal. Pol bi bila moja kariera, bi šla v drugo smer. Zdaj pa je tvoja kariera, tako kot moja, športna, omejena na profesionalno iskanje žogic po grmovih. Golf žogic. To pa z veseljem. To pa z veseljem. To pa, veš kaj, eni ljudje gobarijo, Ja. imajo ta talent, ampak jaz žogco prepoznam, gobe pa še ne. Tako, lej, David, zaenkrat nismo še nobenega ubila s palco oziroma z žogco. Upam, da ne. Force pa tudi zakričala Noben se še ni večkrat. javil, da bi ga ubila. To je tudi res. Najlepša hvala, da si bil današnji gost v rubriki Vis-a-vis. Jaz upam, da ti ni bilo veseljem. preveč boleče Ne. v tej kleti. Super je. Vlažno je, če ne drugega. Upam, da še kdaj. Fajn je. David, srečno. Hvala za povabilo. Se vidimo v naslednji epizodi Gospodov. Vidiva. Mi pa se vrnemo takoj po oglasih. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.